Družba, čau, en lep pozdrav, z vami spet Matic Zalaznik iz kanala Lunca Films in sicer danes se bomo pa dotaknili celotne statistike tega tripa, najdaljšega jadranskega z vodnim skuterjem čez 6 držav in vsem podpornikom se bomo zahvalili, vsem sponzorjem, da jih mečkam predstavim, da se vidi, kdo je bil res podpornik tega projekta. Tako da gremo čez statistiko, zanimivo bo. Evo družba, tako smo rekli, zdaj se bo naredil en tak lušten review oziroma povzetek poti, recimo temu. Tako da sem si že majčkeno šel brainstorminga, malo statistike sem že naredil. Šel sem v bistvu čez aplikacijo WaterSpeed, katera mi je dejansko beležila vseh 6-7 dni. Pot, srčni utrip, kalorije, ni da ni, skratka, celo statistiko imam za sabo, kaj je bilo v teh 6 dneh prevožen, pa kako je vse skupaj izgledalo. Evo, začela se je zgodba takole, da se pravi sva z Janom iz ansambla Lesari sva naredila pot iz Slovenije direktno v Grčijo v Igovo menico. Se pravi, po cesti sva vlekla vodni skuter tja, da sva ga v Igovo menici spustila v morje in sem se jaz pognal nazaj proti Izoli, on po cesti, jaz po vodi. Pa to je bila res nora zgodba, nora. Začeli se je tako, prvi dan iz Grčije v Albanijo je bilo narejenih 92,8 km, potem je bil že takoj prvi dan zaplet, ker so me v Albaniji ustavili policaji, vrgli ven iz vode, kakor češ, da se ne moram tam voziti, se pravi 2 km lahko narediš gor dol, vzdolž obale, ker imajo take zakone, noben tega ni vedel. Ampak kot v vsaki situaciji se treba tudi tej je bilo treba prilagoditi in smo hitro pol ga naložili ven z žerjavom in sva pičila direktno proti Črni gori. V Črni gori je pa zadeva pol stekla tako, kot je mogla, razen tega, da je bil vreme katastrofalen. Se pravi, dan 2, 65,6 km narejenih, sicer je bilo tako, iz bara, nekje v bližini bara sva ga dala na divji plaži noter, ker tam rampe so bile tako vse zaprte, dejansko je bilo tako, da po 3. uri v Črni gori se ne premakne več nič in so se mogla pol drugače znajdeti. Navihta se je pripravljala, jaz sem mogel takrat leteti, se pravi, naredil sem 65,6 km, da sem prišel čist na mejo, se pravi med Hrvaško in Črno goro in sem v bistvu v Herceg-Novi, v Marini se je pol zadeva tudi ustavila. Naslednji dan se je tam naredila prijava odjava za pot v Hrvaško in sicer iz Herceg-Novija proti Makarski sem naredil takrat po vodi 224 km. Konkreten jugo je pihal, dvoje očala sem zgubil po poti. Na moje leče so res, bom rekel, mi dali ogromno teh očal, da sem imel za pot in k sreči je bilo toliko parov, da mi še nekaj ostalo, ker dva para sem pa zgubil po pot, ker je bilo tak na ure in vse, da dejansko ni nič ostalo gor. Ta dan sem v bistvu zgubil tudi DJI Osmota, kamero, ogromno enih posnetkov, tako da je bilo kar težko pol narediti tale video, jadranski najdaljši trip. Obenem je tudi košara utrpela poškodbe, ta za gorivo, kante je gor. Tako da dejansko nisem mogel speljati, kako je bilo treba. Ampak na koncu v Marini je zadeva kar lepo stekla, se pravi, tako se je dan 3 zaključil v Makarski. Vreme še kar ni, bom rekel, se stabiliziral in se je iz juga v jugo sam še povečal. Tako da je bilo pol, v bistvu dan 4 je potekel tako, da sem štartal iz Makarske v Trogir, vmes sem hotel še v Splitu tankati, ampak so bili taki valovi, da dejansko sem prišel na hlape iz rezervo v Trogir. To pomeni, da sem tisti dan naredil
slabih 83 km. V bistvu takrat, ko sem prispel v Trogir, se je tudi vse skupaj zaključilo, ker so bili taki valovi, tak veter, da smo mogli vsi praktično se z vode umakniti v marine. Dan 5 je bil pa krasen dan, ker se je v bistvu nekako kar zjasnil, more se malo bolj stabiliziral in se je tako v bistvu naredil, da sem mogel dejansko nadoknaditi in noter prinesti, bom rekel, te slabe dni pa vse te nesreče, neljube stvari, ki so se pripetile. In je bila stvar taka, da sem tisti dan naredil, bom rekel, 302 km po vodi, kar pomeni, da sem s Trogirja zvozil direktno v Krk, natančneje v Nivice. Tam sem pol tudi prenočil, tako da sledi zadnji dan, dan 6. Tukaj pa stvar laufala tako, da se je ta dan priklopil ogromno mojih jetskih kolegov, ki so me pospremili do cilja, in sicer jaz sem tisti dan naredil 268 km. Pot je potekala, se pravi, iz Krka direktno po celotni Istri do Umaga, iz Umaga pa direktno čez Odprt v Porto Piccolo, potem pa iz Porto Piccola Trst in nazaj v Izolo. Tam se je pa vsa zadeva zaključila in tako bom rekel, enkratno je bilo, ampak tudi naporno hkrati, kar pomeni, da sem v bistvu celoten trip, 6 dni je trajal. V teh 6 dneh je bilo prevoženih točno 1035 km po vodi, delovnih ur na jetu je bilo narejenih 28. Max srčni utrip, pazi zdaj to, max srčni utrip je pa bil 178 bitov na minuto. To pomeni, da takrat, ko so bili res oni hudi valovi, pa ko se je delal, je tudi srce dobro nabilo, tako da adrenalina ni manjkala, ne. Max hitrost, katera se je razvila, je bila pa 112 km/h. Vse skupaj v teh 6 dneh je bilo porabljenih tudi 14.200 kalorij, tako da to je šport, ta prav šport, ki kar nekaj narediš za sebe. Veliko vprašanj sem dobil, koliko to žre, koliko je bilo to porabljenega bencina, gor, dol, vsega tega. Čisto bom povedal, čisto vsak petrol oziroma bencinsko pumpo sem mogel zadeti na vodi, ki je bila. Povprečna poraba je pa bila med 35 do 45 litri na uro. Za 325 konjev se meni to še vseeno ne zdi toliko veliko, ampak dejansko, če bi vozil veko, bi verjetno prišel na neko lepšo porabo, ampak vreme pa pogoji te, ki so pač bili, nažalost, boljši ni mogli biti. Sem se mogel pač prilagoditi in sem ga mogel tudi malo bolj peljati, ne, tako da poraba od 35 do 45 litrov na uro. Zdaj pa še to. Ne samo to, da je to bil najdaljši jadranski trip, tudi zapomnili si ga bomo. Evo, tole je kapica najdaljšega jadranskega tripa, ki je omejena, in sicer omejena serija Navy Blue, a ni huda, no? To je prav ona, morska, za prave adrenalince, prave pustolovce, lunca, kapica, ki se jo bo tudi dal kupiti za tiste prave nedobudneže, pa tiste, ki bi radi malo še podprli kanal. Evo, družba, zdaj pa tako, da se dotaknemo tudi teh najbolj pomembnih, se pravi donatorjev, sponzorjev, vsem, ki so pripomogli k temu projektu. Veliko je bilo anonimnih donatorjev, ki se niti niso hoteli izpostaviti, dali so v bistvu finančno injekcijo iz srca in sem res ekstremno hvaležen. Potem imamo pa tukaj ogromno podjetij oziroma pravih sponzorjev, ki so se tudi priklopili temu projektu in so pomagali na vse možne načine, finančno, predmetno, v glavnem ni da ni. Prosim, poglejte dol v description, v link bom noter dodal vse te, ki so sodelovali na tej pomembni za mene zelo zadevi. In sicer bom kar takole jih vsakega posebej moram izpostaviti. In sicer Red Bull se je priklopil
iz vso to, bom rekel, energijo za na pot nam je doniral, da sva imela jaz pa Jan Red Bulla toliko, da sva lahko še v Albaniji carinike podkupila. Potem so pa tukaj sponzorji, ki so pomagali. Power Sports Diagnostic, Moje leče, X-Adventure, SBA prodaja 4-kolesnikov, prodaja vozil, Turbo Renting prodaja, bom rekel, vozil in pa najem vodnih skuterjev in plovil. MN Group, MN Ograje, Pergola, Huller vrata, Bosch, Moto X Generation, Foxracing.si, Kapš Commerce, Bistro Kiwi, Sponka.com, ki so zrihtali vso tole, bom rekel, tiskovino in pa majice, hudije, jakne, tako naprej. Potem je pa tukaj Recharge. Recharge je poskrbel, da sem lepo oblekel za na pot, se pravi za na vodo, vse neoprene, life jackete, vse sem v bistvu dobil pri Rechargeu. Extreme Design je polepil Jetta v res take hude folije, da so tudi malo zaščitne. Se pravi, kje si so zrihtali sledenje, da ste me lahko sledili na poti. Elektroverbič, trgovine Sam, v glavnem še enkrat ful velik hvala vsem, ki ste podprli, pa tudi tem, ki ste anonimno podprli ta projekt. Res iz srca hvala. Zelo sem vam hvaležen, tako da še bomo delali zgodbe, še bomo delali projekte, tako kot se zagre. Tako da družba, sledite, naročite se na kanal, poglejte v description, noter bo link do videa, najdaljši jadranski trip z vodnim skuterjem, pa vsi sponzorji bojo polinkani v descriptionu, tako da prosim poglejte, če tudi vi kaj rabite od njih, izjemno hudi artikli, hkrati pa hvala še enkrat. V glavnem družba, se vidimo, ko se zagledamo, ker to je zgodba, več pa ni. Se ga!